Ne zgodi se pogosto, da si o avtomobilu ustvarim določeno mnenje, potem ga moram pa po testu povsem spremeniti. Tokrat sem se konkretno zmotil. Opel Adam S na papirju ni nič posebnega. Za začetek je od tekmecev občutno šibkejši in pod tekmece štejem Fiesta ST, Clio RS in Peugeot 208 GTI, čeprav so vsi malce večji. Poleg tega pa Opel v zadnjih letih ni pokazal nobenega pravega športnika, celo njihova najbrutalnejša Astra OPC ni ob boku ostalim. Potem pa sem prevzel tole zverinico, ko so bile ceste mokre in povem vam, da je moči ravno toliko manj, da ob vsakem močnejšem pritisku na stopalko za plin avto ni pobezljal in bi ga morala elektronika umirjati. Briljantno. No, zdaj se že nekaj dni vozim po suhi cesti in dodajam, da je na takšni podlagi še bolj suveren. Lahko bi bil pasji, ker je med osi kratko, pa ni. Tudi če pretiravam, je zanesljiv, občutek na volanu je odličen, menjalnik je hiter in ker Adam S ne poka od moči, je treba malo bolj delati, kar je fenomenalno. Ta Recarova sedeža sta tudi odlična in že zaradi njiju bi takoj moral vedeti, da avtomobil ne bo samo povprečen. Očitno je, da voznika hoče razvajati. No, boste pa zanjo morali doplačati, 2750 € stane ta. Ja, motor. 1,4 litra ima in turbino, skupno pa 110 kW oziroma 150 konjev. Celo srednje zanimivo za grgra, čeprav posebne note seveda ne more proizvesti, predvsem pa je lahko zelo varčen, še eno presenečenje, ki ga od Opla nisem pričakoval. Tistih nekaj trenutkov, ko me ni premamil s svojo športnostjo, sem se naokrog vozil z dobrimi 6 litri, tudi manj od tekmecev. Skratka, tole je prava mala bombica, na katero le pomislite, če vas mikajo nabriti malčki. Lastnica enega je imela prej Cooperja S, pa ji je bil tale bolj všeč. Škoda je le, ker je Adam tako majhen, da zadaj odrasla oseba nikakor ne more udobno sedeti in ker je Adam posebnejši, je precejšna tudi cena. Tale stane 23 000 €. Me prav zanima, kakšna bo Corsa OPC.